Župan bo premislil, kako naprej. Opozicija bo zahtevala izredne volitve. Športna oprema znanih športnikov na dražbi. Slovenski in švicarski živalski vrt zamenjala zebri. Ajmar Lopo, hvala ti za vse, združil si Slovence, kot do zdaj nihče. Hvala ti. Hočemo pravno državo! Hočemo pravno državo! Dvigni roke, kam sereš, dvigni roke. Tu ostani, pa daj mir, drži roke gor in nasvidenja. Lepo pozdravljeni. Takšno je bilo včeraj stanje v Mariboru. Sprva miren protest, na katerem se je zbralo okoli 10 tisoč ljudi, se je sprevrgel v metanje pirotehničnih izdelkov, granitnih kock, prometnih znakov in kasneje v spopade med policisti in protestniki. Policisti, na terenu naj bi jih bilo več 100, so se množice lotili s solzivcem in gumijevkami, kar je nekatere protestnike še dodatno podžgalo k divjanju. Razmere na mariborskih ulicah in trgih so se umirile šele po nekaj urah, pridržanih je bilo 27 protestnikov, 14 ljudi pa je bilo ranjenih. Včerajšnje dogajanje močno odmeva še danes, najbolj zaradi prepričanja mnogih, da je policija prekoračila svoja pooblastila. Na številnih spletnih forumih je veliko zapisov in tudi nekaj posnetkov, ki kažejo, da so se policisti fizično lotili tudi tistih, ki so mirno protestirali. Predstavnik mariborske policije in notranji minister trdita nasprotno, in sicer, da so posamezni protestniki prvi napadli policiste. Ranjenih je bilo 7 policistov in poškodovanih 14 službenih vozil, tudi 3 konji so utrpeli nekaj poškodb. Metanje solzivca med protestnike in vklepanje v lisice, vodenje na policijsko postajo, to pa je bila druga stran sinočnih protestov na mariborskih ulicah. Palo je to, pa potem so ga policija pretepla. To je sramota za našo Slovenijo, kaj se dogaja. In takšnih prizorov, kot je na tem posnetku, ki krožijo po spletu, je še mnogo. Na Trgu Svobode pa se danes srečamo z gospodom Magdičem. Sinoči je pretreseno in nemočno opazoval, kako so policisti pretepali mlajšega moškega. Potisnili so ga preko tistega korita za rože, da je padel na mizo notri, na tla. Potem so 3 skočili na njega, eden mu je s kolenom gor na njega in pol so ga vsi 3 z pendreki, z tepli. Mi smo bili zgroženi, mi smo se drli. Brcali so jih in tepli so jih. Ljudje so mirno protestirali, ne, v bistvu. Policija pa je začela udarjati po njih in to je to, ne. Da je bila takšna uporaba solzivca, konjenice, fizične sile pretirana, se strinja tudi profesor Dobovšek. Provokacija z nasiljem pomeni odgovor z druge strani, da je tega nasilja bilo več, kot pa ga je bilo potrebno. Oglasila sta se tudi policijska sindikata. Se je treba zavedati, da je marsikdo izmed policistov na tej strani mogoče imel v mislih tudi drugo stran oziroma da je z njimi simpatiziral. A direktor policijske uprave danes vse očitke o prekoračitvi uporabe prisilnih sredstev zavrača. Ustanovili bodo celo komisijo, ki bo preučila ukrepanje policistov. Policisti imajo čelade na glavah in seveda razen lažjega pretresa možganov verjetno ne more priti do hujših poškodb. Takšna kocka v občana, ki tudi lahko prileti, seveda lahko pomeni tudi smrtno žrtev. Policijske sile, do katere je seveda prišlo v skladu z pooblastili policije in v skladu z zakonom.
Mariborski opozicijski mestni svetniki pa zdaj s prstom kažejo tudi na notranjega ministra Gorenaka in ga pozivajo k odstopu. K protestom v Mariboru se bomo še vrnili, prispevek še pripravljamo. Sicer pa so se protesti danes iz Maribora preselili tudi v Ljubljano. Nekaj posameznikov je na spletnem družbenem omrežju Facebook povabilo ljudi na Kongresni trg. Po nekaterih podatkih naj bi bilo na trgu že več kot 1000 ljudi, ki izražajo solidarnost z Mariborčani in, kot je bilo slišati, tudi tistimi, ki iz dneva v dan živijo slabše. O drugem dogajanju doma pa v nadaljevanju. Vlada in socialni partnerji, ki so včeraj nadaljevali pogajanja o pokojninski reformi, niso dosegli dogovora o najbolj perečih točkah, med drugim o višini pokojnin in prehodnih obdobjih. Reformo danes obravnava odbor Državnega zbora za delo, za četrtek in petek pa je sklicana izredna seja Državnega zbora, ko se bodo poslanci lotili druge obravnave reforme. Pogajanja naj bi se nadaljevala v ponedeljek, dan zatem pa naj bi jo že čakala tretja obravnava v Državnem zboru. Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko pa danes obravnava več davčnih sprememb, med njimi tudi uvedbo pavšalne obdavčitve za male podjetnike in pripravo podlage za objavo davčnih neplačnikov. Odbor naj bi tudi pritrdil umiku predlaganega dviga davka na dodano vrednost za določene skupine proizvodov in storitev iz postopka. Koalicija se je namreč minuli teden odločila, da bo vlada iz parlamentarne procedure umaknila predlog novele zakona o DDV-ju, po kateri bi se izbrano blago in storitve, med njimi časopise in revije, z januarjem izvzelo iz obdavčitve po znižani davčni stopnji in obremenilo z 20% DDV-jem. Vlada namerava namesto selektivnega dviga DDV-ja zvišati trošarine na goriva, elektriko, alkoholne pijače in tobačne izdelke ter na novo uvesti davek na sladke pijače. V nedeljo bomo v drugem krogu izbirali predsednika države. Danes se je že začelo predčasno glasovanje. Tisti, ki v nedeljo ne bodo mogli na volišča, lahko svoj glas oddajo še jutri ali v četrtek na upravni enoti, kjer imajo stalno prebivališče. Do četrtka pa morajo oddati prošnjo tudi tisti, ki želijo glasovati zunaj svojega volilnega okraja, tisti, ki bi radi volili na domu in tudi volivci, ki nameravajo glasovati na volišču prirejenem za invalide. Leta 2009 bi se na Pohorju lahko zgodila katastrofa. Več kot 30 ljudi je po okvari vzpenjače ostalo ujetih v 9 gondolah. K sreči so po nekaj urah vsi varno stali na tleh. Kako ukrepati v takšnih situacijah, so na Pohorju vadili mariborski gorski reševalci skupaj z reševalci iz Koroškega in Avstrije. Izvedli so akcijo reševanja potnikov s krožne kabinske žičnice. Potniki so obviseli ob 9 zaprti v 4 kabinah med 13 in 14 stebrom tik pod vrhom vzpenjače. Upravljalec jih je po zvočniku obvestil, da je prišlo do napake. Reševalci so se po prihodu razdelili v več skupin, da so se sočasno začeli prebijati do posameznih kabin. Ponavadi najbolj pogumnega ustrezno opremijo in ga prvega spustijo v globel. Zračih je pa tudi strah, pa mož druge ukrepe tudi narediti, ne. Da grem prvo jaz ven, pa ga spustim, mislim, zmes. Pred leti sem bil rešen iz pohorske vzpenjače za prvomajske praznike, ko se je zataknila gondola, tako da smo bili zvečer rešeni. Ja. Nobene tesnobe, nobenega strahu ni. Malo adrenalinsko in v redu. Sem na trdni zemlji zdaj. Po slabi uri in pol reševanja so bili vsi potniki na tleh, sicer pa morajo biti vsi potniki, ne glede na število, torej le 1 ali pa 200, rešeni v 3 urah. Evropska direktiva zahteva, da se v 3 urah od nastanka dogodka izprazni žičnica. To se pravi, to je zelo kratek čas, mi se tega v Mariboru zavedamo. Sodelovali so tudi avstrijski reševalci, ki so pohvalili delo in opremo slovenskih kolegov. Diese Abhandlung der Rettung aus Gondeln oder aus Sesselliften ist optimal. Erstens, es funktioniert. Die Teams sind eingespielt, ob slowenische Bergretter sind oder österreichische. Die Teams arbeiten wie im normalen Vorstieg im Bergwesen. Ob resničnem dogodku potnikom po potrebi nudijo še zdravniško oskrbo in psihološko pomoč. Je pa v prid sicer uspešno izpeljani vaji šlo tudi idilično vreme. Letos mineva 150 let od rojstva Clauda Debussyja, enega največjih skladateljev in pianistov iz obdobja impresionizma. Njegovi glasbi in dobi, v kateri je živel, so se sinoči v Kazinski dvorani poklonili glasbeniki Konzervatorija za glasbo in balet Maribor.
18 perspektivnih glasbenikov Konzervatorija za glasbo in balet Maribor je sinoči ob vizualni kulisi slikarskih mojstrovin Clauda Moneta in besedi francoskih pesnikov Verlaina in Baudelaira igralo najznamenitejše Debussijeve skladbe in tako je v različnih umetniških zvrsteh zaživelo obdobje druge polovice 19. stoletja, impresionizem. Debussy je pisal zvočni pejzaž, če se lahko temu tako izrazim. To, kar so delali slikarji v impresionizmu, je on skušal skozi zvok prikazati v glasbi. In je njegova glasba polna barv. Klavirske skladbe so zelo zahtevne, zato imamo malo manj učencev iz nižje glasbene šole. On je bil izredno dober pianist in so težke za razumevanje in tudi težke so tehnično izvedljive, zato večinoma igrajo srednješolci. Ena najbolj priljubljenih Debussijevih klavirskih skladb je Clair de Lune, Mesečina, priljubljen impresionistični motiv tudi pri slikarjih in poetih. V tej skladbi mi je že sam skladatelj v bistvu z naslovom povedal, o čem bi naj jaz pripovedoval v tej skladbi, se pravi o mesečini. Se pravi, vse ta zgodba, ki jo jaz vidim med svojim igranjem, pride kar tako spontano. Claude Debussy se je rodil 1862 v Saint-Germainu. Z glasbo se je začel ukvarjati pri 9 letih, napisal je vrsto klavirskih del, preludijev, sam pa je bil eden najboljših pianistov svojega časa. Njegova dela še danes ostajajo med najbolj priljubljenimi in izvajanimi. V Mariboru se bo jutri začel jesenski del festivala sodobnih umetnosti Performa, kjer se posvečajo performativnemu v literaturi. Festival pripravlja Mladinski kulturni center Maribor in kot dolgoletni organizator prireditev z tega področja opaža, da je tradicionalna oblika javnega predstavljanja literature že izpeta. Izvedli bodo tudi festival Video Performa, dogajanje pa se bo zaključilo v soboto s premiero dokumentarnega filma o projektu Intelektualne kurbe, ki so ga pripravili v pomladnem delu festivala. 5. novembra, ko so velik del Slovenije zajele uničujoče poplave, je narasla Drava hudo prizadela tudi nogometni klub Malečnik na obrobju Maribora. Škoda je za približno 130 000 evrov. Pri odpravljanju posledic pa tudi nogometaši ne bodo ostali sami. Nekaj denarja za obnovo bodo dobili s pomočjo internetne dražbe športne opreme znanih slovenskih in tujih športnikov. Nogometni klub iz kraja ob Dravi je leta 1998 že utrpel večji vdor vode. Vseeno ni bilo niti blizu tega, kar se je pripetilo letos. Že prej nismo rožnato živeli, smo se prebijali skozi meseca, leta, zdaj nam je pa dejansko Drava odnesla vse, kar smo imeli. Ne? Zaščitne vreče spominjajo na takratno paniko. Posledice bodo dolgo odpravljali. Uničeno je igrišče, prav tako glavno poslopje in oprema. Voda je porušila celo stene. Tukaj, če pogledamo na tale zid, se točno vidi višina vode, približno po izračunu opeke se vidi, da je bilo v prostorih cirka 120 do 130 cm vode. Na igrišču je bilo vode še več, pol metra mulje so že odstranili. Člani so medtem končali jesenske nastope v 3. ligi. V klubu pa je tudi 150 otrok. To je 7 selekcij, plus članska ekipa je kar težko izvedljivo vadba. Ne? Zdaj na tem igrišču vse ekipe ne bodo mogle vaditi, sploh če bomo šli v renovacijo totalno novega igrišča. V Malečniku so že in bodo veliko postorili sami, pomagajo pa tudi drugi. Časnik 7 dni je denimo pripravil internetno dražbo športno opremo znanih športnikov. Izkupiček bo namenjen nogometnemu klubu. Moram povedati, da je odziv fenomenalen, glede na to, v bistvu ni športnika, na katerega smo se obrnili, ki bi nas zavrnil. Naj povem, da tu gre za res svetovna imena, recimo in nogometa in drugih športnikov. Kose svoje opreme s podpisi so prispevali znani nogometaši, biatlonca Fakin Bauer, atlet Kozmus. Dražba se je začela 22. novembra in bo trajala vse do konca leta. Poglejmo še na tuje. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v najnovejši napovedi za Slovenijo ocenila, da se bo slovensko gospodarstvo letos skrčilo za skoraj 2,5 %, prihodnje leto pa za dobra 2 %. Naša država bo rast dosegla šele leta 2014. Spodbudne novice pa je Evropski vrh sporočil Grčiji. Finančni ministri članic območja evra so po 12-urnih pogajanjih dosegli dogovor o Grčiji. Ta vključuje sprostitev naslednjega obroka posojila v okviru že dogovorjene pomoči ter nadaljnjo pomoč v obliki niza ukrepov za zagotovitev vzdržnosti grškega dolga
ki ga bo treba do leta 2022 spraviti pod 110% bruto domačega proizvoda. Grki so z odločitvijo zadovoljni. V Ramali so davi izkopali posmrtne ostanke bivšega palestinskega voditelja Jaserja Arafata. Strokovnjaki so že začeli odvzem prvih vzorcev, poročajo tuje tiskovne agencije. Za izkop posmrtnih ostankov so se odločili, da bi razjasnili domneve, da je bil Arafat pred smrtjo zastrupljen. Sumi o zastrupitvi so se ukrepili, ko je švicarski strokovnjak v Arafatovem perilu odkril sledi radioaktivnega polonija. Arafatove posmrtne ostanke naj bi ponovno pokopali še danes. Egiptovski protestniki že 5. dan vztrajajo na trgu Tahrir v Kairu. Skupine levičarjev, liberalcev in socialistov so ogorčene zaradi četrtkove odločitve predsednika države Mursija, da si poveča predsedniške pristojnosti. Čeprav je osrednji del današnjih demonstracij napovedan za popoldne, so se na trgu že pred nekaj urami unili spopadi. Egiptovske varnostne sile so protestnike razganjale tudi solzivcem. Po ocenah ameriške zvezne države New York je orkan Sandy, ki je konec oktobra prizadel severovzhod Združenih držav Amerike, povzročil za 42 milijard dolarjev škode. Kot je poudaril guverner Andrew Cuomo, je bil ta orkan dražji celo od orkana Katrina, ki je leta 2005 razdejal obalo Mehiškega zaliva pri New Orleansu. Za neposredno obnovo in popravila bodo potrebovali okoli 32 milijard dolarjev, 9 milijard dolarjev pa za zmanjšanje škode in preventivo. In zdaj nazaj v Maribor, kot že rečeno, kjer so se včeraj odvijali protesti. Dan po drugi mariborski ustaji, kot so neimenovani organizatorji pa jim poimenovali včerajšnji protest proti županu Kanglerju, je dan tukaj minil kot običajno. Na včerajšnje proteste pa so se glasno odzvali opozicijski mestni svetniki, pred kamere pa je stopil tudi župan Franc Kangler. Po protestu je na mariborskih trgih in ulicah ostalo zlomljeno izložbeno okno, nekaj pepela in grafiti. Med Mariborčani pa odmeva. Super, da se je to zgodilo, ker to, kaj se v Mariboru dogaja, je katastrofa vseh katastrof. In dobro je, da so taki ljudje močni in da upajo to narediti. Hudo je bilo včeraj, ne morem verjeti, policaji so kar napadli nedolžne ljudi z solzivcem pa to. Gostinci na Grajskem trgu so reševali opremo, razen zlomljenih kozarcev in neplačanih računov gostov, ki so bežali pred solzivcem, pa večje škode ni bilo. Je bilo par miz polamanih, pa par stolov, na koncu pa so senčniki bili razmetani zaradi helikoptera, ko je krožil nad nami. Dan po protestih je pred novinarje stopil tudi župan Kangler. Pričakovanega odstopa ni bilo. Poudaril je, da bo 10 dni dopusta, ki ga je napovedal že včeraj, preživel v Mariboru. Vzel si bo čas za premislek, se sestal z opozicijo, pa tudi z navijaškim klubom Viole. Sam želim še enkrat poudariti, da bi si res želel, da se strasti in tisti, ki so nekoliko bolj vroči v tem danem času, umirijo. In še enkrat ponovno, verjetno že 5. ali 6. pozivam organizatorje protestov, da pridejo na mestno občino Maribor ali pa da mi sporočijo, kje se lahko sestanem z njimi in pogovorim. Oster pa je bil odziv opozicijskih mestnih svetnikov. Mesto je postalo ujetnik Franca Kanglerja. In če razpustitve mestnega sveta ne bo, jaz osebno bom izstopil. Franc Kangler pooseblja v bistvu resnično vse, kar je slabega, kar je gnilega v tej državi. Poudarili so še, da sprejemajo delo odgovornosti za včerajšnje dogodke in napovedali, da bodo do četrtka pripravili predlog za razpustitev mestnega sveta in razpis volitev. Zaenkrat pa seveda nekih prehitrih in preuranjenih izjav od SDS Maribor ne morete pričakovati. Posledice včerajšnjih protestov pa so čutili tudi na urgenci. Zaradi poškodb sta noč v bolnišnici preživeli 2 osebi. Skupaj so oskrbeli 22 ljudi, od tega 11 policistov. Priznam pa, da v bodoče, če še bojo te stvari, pa bomo resno razmislili, kako bomo ojačili ekipe in organizirali pripravljenost. Take stvari lahko vodijo v masovne dogodke, masovne nesreče. Neuradno pa po mestu kroži že nov datum protesta, 6. december na Miklavževo. Končali bomo s prijetnejšo temo z zgodbo o selitvi zeber.
Edini slovenski živalski vrt, ljubljanski, je vključen v Evropsko zvezo živalskih vrtov in si z njimi izmenjuje živali. Te izmenjave potekajo prek skupnega seznama živali, ki jih vrtovi ponujajo ali iščejo. Tako je ljubljanski živalski vrt v Švico poslal samico zebre, iz Švice v Slovenijo pa je prišel samec. Tako se je v četrtek zjutraj pričela pot zebre Srečke iz ljubljanskega živalskega vrta v Cirih. Nalaganje zebre je poseben postopek. Našo zebro smo najprej morali spavati in je potem v narkozi naložiti v tale prevozni transportni boks in je potem tudi zbuditi, tako da je bila med vožnjo ona zbujena. In seveda sam transport, ker pač traja kar nekaj časa, se je, hvala Bogu srečno, smo prispeli na cilj. Po dobrih 8 urah vožnje je Srečka pogumno zakorakala v novi dom. Samca zebre so v živalskem vrtu v Cirihu na odhod v Ljubljano pripravljali mesec dni. We trained Kip Vano to enter the crate for free, but now he's a little nervous because we closed the crate and there are new voices, new people, new movements in the crate and that makes zebra a little bit nervous. Kljub vsemu pa je pot v Ljubljano potekala brez zapletov. V večernih urah so ga namestili v boks, kjer se privaja na novo okolje, na zvoke, vonjave in na nove oskrbnike. Sedaj je naša družina zeber popolna, prej smo imeli 4 samice in tudi samca, ki pa je bil v sorodu, zato smo ga morali oddati in sedaj smo pripeljali novega samca in nekako 2 samici in 1 samec je ravno pravo število zeber za naš živalski vrt in seveda čez nekaj časa pričakujemo tudi naraščaj. Mesto v družini si bo samec zebre, ki je zdaj star skoraj 3 leta, moral še izboriti. Čez kakšna 3 leta bomo obiskovalci živalskega vrta v Ljubljani morda lahko občudovali njihove potomce. Naj se zebri čim bolje počutite v novih domovih, mi pa poglejmo še vreme. Po noči se bo dež na zahodu okrepil, jutri bo oblačno s padavinami, dež pa se bo popoldne razširil tudi na vzhod, sicer pa ga bo več na zahodu. Temperature bodo še visoke za ta čas od 7 do 12 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu delno jasno in po večini suho, drugod pa bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno, občasno bodo rahle padavine, po nižinah deloma kot dež, deloma kot sneg. Hvala za pozornost in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.